Že na vratih osnovne šole Vrhovci je obvestilo o stavki. Ko vstopi, me sprejme učiteljica, ki danes opravlja delo stavkovne straže. Njena naloga je obiskovalce obvestiti, da danes ni pouka, zaposleni pa stavkajo. Skupaj z ravnateljico se odpravimo po prazni šoli, sameva telovadnicam, klopi so prazne. Kljub stavki pa morajo biti vsi delavci v službi. V kuhinji kuhar pospravlja, učitelji urejajo pisarniške zadeve in pripravljajo transparente za veliki stavkovni shod. Stavko lahko primerjamo v bistvu z razredom. Vsi v razredu želijo biti enako obravnavani in tudi enako vrednoteni. Se pravi, da za enako delo dobiš oceno 5, tvoj sošolec pa 3. In potem se temu, ki ima pač 3, zdi krivično. In tudi nam se zdi krivično, da v javnem sektorju smo slabše plačani, smo dobili slabšo oceno. Ko vi dobite slabšo oceno, se z učiteljem lahko o tem pogovorite. Učitelji pa pravijo, da se vlada z njimi ne želi pogovarjati, zato so se odločili za stavko. Zahtevajo višje plače, ustrezno vrednotenje razredniškega dela in višji regres za tiste, ki imajo najnižjo plačo. Regres je znesek, ki ga dobi delavec kot prispevek za dopust. Starši naših učencev so več kot odlično sprejeli to stavko in nas podpirajo, saj v naši šoli danes ni bilo niti enega učenca. Del stavkajočih se nato opremi s piščalkami in transparenti ter se z avtobusom odpravi proti središču Ljubljane. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se je točno ob 12. zbralo okoli 15.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Nekaj ljudi ima govore na odru, drugi stavkajoči pa jih spodbujajo s ploskanjem, žvižganjem in s plakati. Ker vem, da si lahko vlada privošči nekaj več evrov za nas, pa za prihodnost, za mojega hišnika, ko dela za burek in za vse ostale, ko delamo dejansko za plačo podjurja. Verjetno je odvisno od volje vlade, kaj bo pripravljena priznati, da je tudi to delo treba plačati. Če se vlada ne bo pripravljena pogajati in prisluhniti, za 14. marec napovedujejo novo stavko.